v svojem 4-letnem obdobju najbolj ponosni? Morda na to, da ste pridobili projekt Evropske prestolnice kulture. Jaz mislim, da so 4-5 takih projektov, ki bi jih lahko posebej izpostavil, da smo rešili zavetišče za živali za vse večne čase v tem mestu, da smo našim najmlajšim zgradili lutkovno gledališče po 35 letih, da smo dobili kulturno prestolnico, da smo zgradili gondolo, da smo dobili zimsko univerzijado, da bo v 50 letih bo Maribor dobil umetnostno galerijo, da pripravljamo gradbeno dovoljenje, projektno dokumentacijo, da smo edini v tem delu Evrope, ki imamo brezžični, brezplačni internet po celem mestu. Smo mesto prijazno invalidom in še bi lahko našteval. Povejte mi, zdaj to rivalstvo med Mariborom obstaja samo v glavah ali tudi realno, ne? Župan Janković, župan mestne občine Ljubljana pravi, da je Ljubljana najlepše mesto na svetu. Vi se verjetno s tem ne strinjate? Za njega je res mogoče najlepše mesto, ampak o tem mora tudi še koga drugega v tem mestu vprašati. Maribor je moje mesto in tu sem rojen, tu sem se rodil in tu bi tudi želel, da ostanem. In jaz sem prepričan, da so tu naše korenine, pa tudi moje osebne. Prav, župan, dajte mi povedati mesto, vizija mesta, prestolnica kulture, športno mesto, nenazadnje se potegujete tudi za, da boste Evropska prestolnica mladim prijazno, ampak vendarle delovnih mest je malo, predvsem so v trgovini, so v storitvah. Kako živeti, kako pripeljati to nimate točnih podatkov. Mi smo veliko delovnih mest odprli. Nekatere investitore, ki smo pripeljali v Maribor, tudi kulturna prestolnica je dodana vrednost v kulturi in odpira nova delovna mesta, tako v Naskovem dvorcu, kot v lutkovnem gledališču, kot v nekaterih drugih projektih. S tem, ko smo rešili mariborsko spenjačo, smo zagotovili in povečali delovna mesta. Če bo ta projekt šel skozi pod Pohorjem Livada, bo po mojem osebnem prepričanju sigurno dodatnih 150 delovnih mest. Je pa res, da je ta gospodarska ekonomska kriza veliko botrovala in da je marsikdo ostal brez svojega dela v tem mestu. Po drugi strani smo jih pa tudi nekaj pridobili. V tem trenutku je brezposelnost 15%. Jaz bi si želel, da bi bila vsaj primerljiva, tako kot Ljubljana ima 9%. Povejte mi, morda čisto za konec najinega pogovora, mesto Maribor, nekoč industrijsko mesto, pravijo, da je nekoč Maribor proizvajal za Beograd, proizvajal za Ljubljano. Kdaj bo Maribor počel zase? Kdaj da bodo ti predsodki, ki so morda samo v glavah med Ljubljano in Mariborom? Ali pa tako, kdaj bo Maribor strani države enako prvorazredno mesto? Maribor bo takrat, ko se bo ta oblast zamenjala. Treba je malo politiko v Ljubljani premešati. Mislim, da se nekateri posamezni politiki preveč ukvarjajo z glavnim mestom. Mi smo Mariborčani ali Štajerci pozabili na to rivalstvo v glavah. Mene ne zanima, kaj počnejo v Ljubljani, mene zanima, kaj bomo počeli v Mariboru. Zato smo pa uspešni tako na evropskih projektih, kot nekaterih drugih projektih. In želim, da s tem nadaljujemo. Mi imamo vizijo za razvoj. Maribor postaja športno, kulturno, gospodarsko, ekonomsko, predvsem pa tudi turistično mesto. Čisto za konec, oranžna barva, simbol česa za Maribor ali v 4 ali 8 letih, po čem se bomo spominjali? Po marsičem. Potem bo Maribor, ta 4-letni mandat je prav gotovo mandat, kateri se bo zapisal v zgodovino Maribora. Dobiti kulturno prestolnico, dobiti zimsko univerzijado, pripeljati nekatere evropske projekte, rešiti lutkovno gledališče, rešiti zavetišče za živali, rešiti smeti, odlagališče za smeti in še nekatere druge probleme v tem mestu v tako kratkem času. To je velik uspeh, ne samo župana, to je uspeh vseh tistih ljudi, ki v Mariboru pozitivno mislijo in napredno mislijo. To je bil intervju z mariborskim županom Francem Kanglerjem. Ali bo po 10. oktobru ali kasneje še on tisti, ki bo sedel v pisarni na Heroja Staneta 1, bodo seveda odločali volivke in volivci. Kanglerjeve največje karte so gotovo projekti. Kako dobro, če dobro jih je izvedel, pa seveda na volitvah 10. oktobra.